Pogovor o. Dober dan, prav na božični dan, sreda je in za tokratno oddajo Pogovor o smo izbrali temo, ki se povezuje z božičnim praznikom, ki je v svojem temelju slavje življenja. Če povemo povsem naravno in z dejstvi, še najstniški mamici Mariji se je rodil otrok Jezus, ki je imel očima oziroma krušnega očeta Jožefa. Spočet je bil v skrivnostnih okoliščinah, za nekatere takrat spornih, in bil je edinec. Družina se je preselila, bežala in se spet preselila, a ta otrok je prinesel toliko dobrega in veselja. Zato bomo danes slišali pogovor, zgodbe o tem, kako dobro je reči da življenju, četudi prinaša zahtevne okoliščine. Pri tem ni pomembno število otrok, temveč odprto zanje, saj nas naša vera uči, da z rojevanjem in vzgojo otrok nekako pomagamo Bogu pri stvarjenju sveta, ki še zdaleč ni končano, oziroma da smo mu na ta način podobni, saj je v Bogu življenje, ki se nenehno podarja. Z menoj v tem božičnem popoldnevu je mama in žena Maja Bitenc. Z možem Markom imata 7 otrok in tudi vsa njihova imena se začenjajo na črko M. Dober dan, Maja. Lepo pozdravljeni. Tu je tudi mlada mamica Ana Hrbljan, ki sama skrbi za hčerko Pavlino. Ana, dober dan. Živjo. Povabila sem tudi predstavnico zavoda Živim, kjer so med drugimi dejavnostmi tudi na voljo ženskam, ki jih nepričakovana nosečnost potisne v strah, tesnobo in pred težke odločitve. Tu je Anja Maver, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Na ta dan mislim, da bomo lahko prisluhnili res lepemu pogovoru, pa za začetek bi vsaka od vas vprašala, kaj vam ob misli na vašo družino, na ta letošnji božič, pravzaprav božič pomeni. Ob enem od preteklih božičev je mož na domačo tablo napisal: Bog se rojeva v štali, blagor nam. In se mi zdi, da to kar dobro povzema realnost praznikov. Verjetno vsaki v tako veliki družini, pa še posebej, je vsak dan, ko smo vsi skupaj, zelo dinamičen. Pri toliko fantih, pri nas je namreč prvih 5 otrok sinov, tudi divji. In včasih je cel zalogaj že samo biti priča vsemu temu dogajanju, vrvežu, usklajevati različne interese, poskrbeti, da so zadovoljene neke temeljne potrebe vsakega posameznika. Ob vsem tem hrupu, delu, opravkih pa je seveda tudi veliko zelo lepega, tako za telo, dušo in duha, hrana, glasba, igra, pogovori, ustvarjanje, toplina, bližina, molitve, skratka, tako življenje v izobilju. Ja, hvala, Maja, za ta uvod, pa bom še vas, Anja, povabila, da podelite z nami, kaj vam pomeni božič danes. Jaz božič težko iztrgam stran od adventa, za mene se v bistvu praznovanje božiča oziroma skratka, praznovanje božiča se začne že v adventu. Meni je pa na misel prišla misel svetega Ludvika Montfortskega, ki je rekel, da Gospod Jezus se rojeva v štali in rad prihaja vanjo, ker je v štali Marija. In mene to vedno znova nagovarja, da se tudi v naši družini veliko zatekamo k Mariji, ki je spočela našega odrešenika. Tako tudi štala, kaj pa Ana? Jaz pa mogoče šele zdaj v zadnjih letih, odkar imam Pavlino, božič zares dojemam kot nek bolj domač praznik oziroma neke praznične dni, ki jih preživimo v družbi bližnjih, in mi to zelo postaja všeč in želim predvsem to Pavlini privzgojiti in tudi to, da mogoče ni zares pomembno, kje smo, ampak s katerimi ljudmi smo, in da tisti čas, ki ga preživimo z njimi, si res vzamemo za to, ker se mi zdi, tekom leta in vseh drugih obveznosti smo vedno vsi leteči. In se mi zdi prav, da se ravno okoli tega praznika vzamemo čas za to. Tako, to je bila tudi prav odmev mlajše generacije, kaj pomeni božič. Zdaj bomo pa se posvetili malo začetkom vašega materinstva. Vse ste matere, če bi bil vaš mož, Maja, tukaj bi bil, tako da ni izključen, ampak ni mogel biti z nami, pa tudi vaša, ampak danes smo tukaj žene, veste, matere. Maja, z možem sta sprejela oziroma se odločila za kar 7 otrok, najmlajša Monika ima, če se ne motim, leto dni in še nekaj. 5 mesecev. Tako. Kaj je vaju z Markom
vodilo pri odločitvah za toliko otrok? To je bil zelo proces. V začetku decembra 3. sva praznovala 19. obletnico poroke in sem pomislila, da če bi mi nekdo takrat rekel, ali pa že prej ali kasneje, da bova imela 7 oziroma 8 otrok, ena je namreč z nami v večnosti, bi verjetno tako nejeverno zmajala z glavo in se nasmehnila in vprašala, kaj mu mogoče ni jasno. Seveda sva si jih želela, sva se pa tudi pogovarjala, kaj bi bilo, če jih ne bi bilo, da bi šla verjetno v svet, v misijone, že prej sva namreč veliko potovala, tudi prostovoljno delala. Pa so potem prišli, prvi 3 zelo hitro oziroma takoj, ko sva odprla vrata življenju po prvič nekajmesečnem poporočnem prilagajanju v novem okolju, v novi najini skupnosti. Ti so bili precej v kratkem razmiku, 1,5 do 2 leti, 2 meseca narazen, med prvim in drugim in tretjim. Potem je pa sledilo tako posebno obdobje, tudi preizkušenj. Po tretji porodniški, tako so se bile fronte na več področjih. V službi sem morala na hitro napisati dispozicijo za doktorat, eno zadevo smo imeli na sodišču v zvezi z eno štipendijo, mož je službo menjal, reševali smo stanovanjsko vprašanje. In potem so za piko na i tašči, ki je imela v varstvu takrat vse 3 otroke, diagnosticirali raka in smo čez noč ostali brez varstva za vse 3, potem iskali, uvajali. In potem, ko so se stvari nekako uredile, sem sama doživela neke vrste izgorelost in se je takrat zdelo, da je, kar se tiče otrok, to, da že tako presega vse skupaj najine zmožnosti. V tem lokalnem okolju, kjer smo doma, smo relativno sami, nimamo staršev blizu, službi zahtevni, želela sva si še z drugimi stvarmi se ukvarjati. In je potem do naslednje nosečnosti minilo nekaj več let, 4 leta je razmika med 3. in 4. In v tem zavedanju nekih človeških omejitev je vendarle raslo oziroma vedno v nama bilo hrepenenje po življenju, po še več življenja in ljubezni, tudi ljubljenju tako scela, da bi se lahko scela podarila drug drugemu. Nisva si pa, kot rečeno, upala reči, ja, sva pripravljena, bi imela še otroka. Bile so pa potem neke zelo konkretne spodbude, odnosi, pogovori, situacije, predvsem tudi Božja beseda, ki naju je pri vsaki nadaljnji zgodbi spodbudila k nekaj odprtosti. Recimo pri 4. sva tako brala na obletnico poroke najino poročno Božjo besedo: darujte svoja telesa v živo in sveto daritev, to je vaše smiselno bogoslužje. In takrat sem jaz to slišala, daruj svoje telo, spraševala sem se o svojem poslanstvu, tudi v zvezi s službo, in sem rekla, lej, kakšno čudovito poslanstvo, darovati se, in ne, da bi odprla vrata na široko in se ljubila v plodnem obdobju, ne, ampak na 8. dan, recimo, sva si pa upala ciklusa in je bil otrok spočet takoj. In potem lahko bi pripovedovala za vse naslednje zgodbe, tudi tere konkretne spodbude, dogodki, situacije so pripeljale do nekaj odprtosti in sva zelo čutila, da tukaj res Bog prihaja naproti in uresničuje na najina najgloblja hrepenenja in naju odrešuje tudi nekega tuhtanja, kdaj in ali bo še čas. Drugače je bilo potem pri 7. nosečnosti, ko sva spet začutila, da bi pa želela se popolnoma odpreti, in je bila tudi potem spočeta Magdalena, smo ji dali ime, tudi posebna zgodba glede imena in tega dozorevanja, te odprtosti tudi pri možu. In je bil potem spontani splav, čez nekaj tednov so tekle solze in kri. In potem je bila 8. nosečnost, Monika je bila pa spočeta na romanju pri Patru Piju, tudi taka pomenljiva izkušnja.
ampak mogoče vse skupaj presega okvir te oddaje. Že to daje slutiti, da Ja. vajine odločitve niso bile na začetku, ampak sproti poslušanje življenja, namigov, Tako eno notranjih. razločevanje in pogosto prav bi lahko rekla neki duhovni boji. Tako, ker se gre za življenje. A ne? Tako. Ja. Zdaj bi še Anja Maver, vi ste tudi mama, kolikim otrokom? Jaz sem mama 4 otrokom, 2 na zemlji, pa 2 v nebesih. Torej imate tudi vi že izkušnjo žalovanja, Tako. spontanih Imela sem splav. 2 spontana splava v začetku nosečnosti. Tako, 2 otroka pa sta. 2 otroka pa sta živahna. Živahna in živa. Tako, mogoče samo za vprašanje, ja, kako pa vidva gledate na to odprtost za življenje, ki nam je podarjeno preko Boga in tudi nas naša vera uči, a ne, da smo odprti za življenje. Kako vidva to razumete? Jaz in moj mož na začetku najine zakonske poti sva se o tem veliko spraševala, kaj če otrok bo, kaj če jih ne bo. Nisva se sicer spraševala, kaj se zgodi, če je otrok dan, pa ti je odvzet. Tako da na začetku glede te odprtosti sva bila v velikih dilemah, a je prav biti kakor vedno odprt, na kakšne načine. Potem sva pa precej brala kakšne stare svetnike, svetega Tomaža Akvinskega, svetega Avguština in tako naprej, ti bolj iz prejšnjih obdobij. In sva v bistvu začutila, da najina pot je predvsem ta, da sva odprta skozi. In da dava Bogu na izbiro, kdaj bo otroka poslal, in da bo on vedel najbolj, kdaj je pravi čas. In se je izkazalo kot za naju edina prava pot. Ker je poslal otroka res takrat, ko je bilo prav, in ga ni takrat, ko pač ne bi bilo, a ne, verjetno, tako zdaj lahko sklepam za nazaj. Ampak se mi zdi pa, da je od naju pričakoval ta preklop, da sva res vse prepustila v njegove roke. Hvala, Anja, to dragoceno je slišati, ne? Kako ima vsak svojo pot, vsak par ima svojo pot in ne moreš nikjer reči, točno tako se morajo odločiti, tako in nič drugače. Ana, vaša pot je drugačna, mladi ste še, kot študentka ste nenačrtovano zanosili, še vedno študirate, kaj ne? Zaključujete, to je tudi dobro, ne? Se pravi, to je najbrž mora biti kar velik šok, ne? To je za nazaj. Pavlina je zdaj stara koliko? Zdaj decembra bo 2,5. 2,5, to so taki lepi otroci. Kako se pa zdaj spominjate tistega obdobja, misli, občutkov toliko let nazaj? To je bilo v bistvu 3 leta nazaj in jaz sem glih izvedela takole tik pred decembrom, tako da je bil v bistvu ves ta adventni čas in čas božiča tisto leto zelo tak raztresen. Težek, se mi zdi, da nisem zares vedela, kje se me drži glava, da sem samo iz dneva dan delala stvari, ki sem jih pač morala. Na začetku mi je bilo težko, ker se mi je zdelo, da se mi je vse obrnilo na glavo, nisem vedela, kaj to pomeni zame, kaj to pomeni za otroka, če bo pač prišel. Vem, da sem najprej pač povedala mami, ona je bila zelo suverena v tem, da bo že, ta otrok bo prišel in bomo zrihtali, vse bo v redu. Potem sem pa povedala v bistvu tudi nekaterim soigralkam zelo hiter in vedno me je v bistvu tam tudi ena zelo pomirila s tem, ki mi je rekla, pač karkoli se boš odločila, mi bomo tukaj s tabo in ti bomo pomagali. In se mi zdi, da so bile to neke stvari, ki zdaj nazaj gledam, so me pomirile v tistem momentu, čeprav se mi je zdel takrat, da temu ni tako, ampak se mi zdi, da so bile to neke informacije, ki so bile zame tudi za naprej ful pomembne, ne? Tudi recimo to neko zagotovilo strani mami, da pač bomo zrihtali že sam ta neka materialna in finančna zagotovljenost, se mi zdi, da zelo veliko pomeni potem pri nadaljnji odločitvi, ne. Recimo obrnila sem se tudi mogoče, da vam zdaj povem, evo, na Zavod Živim, poznala sem jih že odprej, vedela sem pač, kaj delajo, kaj je njihovo poslanstvo, predvsem me v bistvu tam sem želela priti do svetovanja, ker sem vedela, da pač sodelujo z raznimi svetovalkami. In so me v bistvu tako potem tudi povezali naprej svetovalko, kateri sem potem hodila na psihoterapijo in se mi, da sem to v tistem obdobju nosečnosti v bistvu res rabila. Drobna znamenja podpore, to lahko zdaj vidimo, ne, kako pomembno je, da stojimo drug drugemu nekako ob strani, pa si damo podporo. Zdaj, čemu pa ste sledili tako v svoji notranjosti v tem obdobju? Kako je to? Ja, v bistvu sem sledila nekemu občutku, da ko sem poslušala sogovornice, je mogoče lih to, ta neka odprtost, mogoče je bilo to.
Meni se v bistvu v tistem momentu splav zdel zelo pametna odločitev in zame, in za očeta, in za otroka, zelo racionalna, ampak ja, skozi sem pa imela nek ta občutek v sebi. Jaz sem sicer temu rekla strah, ker me je bilo strah, kako bi jaz to prenesla, kako bi pač po splavu se vrnila v nek svoj navaden ritem. Se mi, da sem se tega v bistvu zelo, zelo bala in zaradi tega sem verjetno se tudi odločila obdržati otroka, ker se mi je zdelo, da bom vseeno, pač da bom lažje sfurala življenje z enim otrokom, kakor dosti bolj me je v bistvu bilo strah tega, kaj bo z mano, če naredim splav, kakor tega nekega življenja z otrokom oziroma tega novega življenja z otrokom. Tako, kakor živeti z nekimi občutki, da je, ker splav povzroči tudi eno smrt nerojenega, ne? In živeti s tem morda ni prav gotovo lepo, kakorkoli že. Tako, zdaj me pa še zanima, kako pa z očetom male Pavline, kako vidva ohranjata odnos oziroma kako to gre? Ohranjamo zelo dober odnos. Ohranjamo dober odnos, ki mogoče na začetku ni tako gladko stekel, ampak kakorkoli se je v bistvu zelo lepo obrnilo. Zdaj že kakšno leto in pol ima Pavlina redne stike z očetom. Jaz sem v bistvu tudi skozi želela, da bi jih imela, oziroma tega nikoli nisem želela preprečevati. Sicer na začetku vse ni potekalo tako gladko, ampak je potem po nekaj časa vseeno zelo dobro stekel in zdaj potem nekam uvajanju, no zdaj smo sicer že precej dobro navajeni in utečeni. Gre približno 2 do 3 na teden k njemu, ponavadi je to, da ga jo on kar pobere po vrtcu, pa sta potem celo popoldne tam. Zelo se prilagajamo, no, en drugmu, tudi imamo prilagodljive urnike in je to kdaj potrebno, no. Tudi vidim, kako z veseljem in veselo gre Pavlina tja in to mi daje neko potrditev, no, da je to res neka prava odločitev tudi z moje strani in da pač, kako ne rečem, to dovoljujem in da ji dajem to možnost. Tako, ker velikokrat je med temi starši včasih potem veliko težav glede dogovarjanja stikov, denarja in veliko konfliktov, no, tako da Bogu hvala, da to kar teče in da ima mala Pavlina očeta, a ne, kakorkoli že je. Čeprav bomo rekli, da so mame samohranilke ali očetje samohranilci v naši družini sprejeti v tem, kar so, pa vprašam, kako pa vendarle je bilo z odzivom okolice, prijateljev, sorodnikov? A vas je to mučilo ali vam je bilo vseeno, kaj si mislijo? Odzivi so bili zelo dobri, res nisem imela niti enega, po mojem, neke slabe izkušnje. Sem imela pa jaz sama pri sebi veliko problemov glede tega, se mi, da sem si zelo veliko teh nekih občutkov, predvsem občutkov obsojanja, no, ustvarila sama pri sebi, no, z ene strani mogoče iz nekih teh katoliških krogov, če lahko tako rečem, se pravi, jaz sem bila en čas zelo aktivna animatorka v župniji, tudi aktivna župljanka in se mi je pač takrat zdelo, da to res ni zgled, ki bi ga morala dati, no, da sem res nekaj naredila narobe. Cel čas sem se v bistvu tudi zavedala, da so to neki moji občutki, da verjetno ljudje tega ne dojemajo tako, ampak takrat, ko si v tem, se mi zdi, da zelo težko pač ločiš, kaj je res in kaj ni. Po drugi strani sem se pa, se mi zdi, tudi bala nekega mogoče obsojanja iz druge strani, mogoče ne tako katoliških krogov, spet še lahko reči, da me bojo pa obsojali v smislu pač, zakaj si to delaš, zakaj sebi kompliciraš življenje, očetu, še enemu otroku, ki pač ga sploh še ni tukaj, kakor da je to nekaj nepotrebnega, če imamo neko easy way out, če lahko rečem. Tudi to se mi je zdelo, da je spet zelo veliko v moji glavi in se pravim, kot se je izkazalo, temu res ni bilo tako, no, in sem v bistvu od vseh ljudi, ne glede na to, kakšen odnos imajo do splava in vere, dobila res lepe odzive, neke podpore in spodbude, no. Tako, to je dobro slišati, ne, ker dejansko večkrat si to, kot ste omenili, ne, če smo po krščanskih krogih, se pa ne sme nič zgoditi, kar je izven moralnih norm. Ampak Jezus je prišel za grešnike pravzaprav in to sploh ni tisto prvo vprašanje, a ne, ampak je v središču življenja, ki ga moramo podpreti, ker smo ljudje in ne bogovi, ne, ki bi bili popolni in tudi ni potrebno. Zdaj bi pa ob tem
Anja Maver, ki prihajate iz zavoda Živim. Ana je že povedala, da se je k vam obrnila, ne, pred tolkim časom. Se pravi, k vam se obračajo najbrž večinoma ženske, si predstavljam, ne, ki nepričakovano zanosijo in pridejo v neko stisko čustveno, materialno. Kakšen je vaš pristop, kako jim pomagate? Naše poslanstvo je predvsem ženskam in njihovim družinam stati ob strani v stiskah, ki jih doživljajo ali ob nosečnosti ali po splavu, pa ne bo to umetni ali spontani. Zdaj, stiske so zelo različne, lahko so to osebne, nek strah, negotovost, kako bo okolica to sprejela, nosečnost in tako naprej. Lahko so odnosne med partnerjema v družini, materialne ali pa tudi situacijske, naprimer neka večplodna nosečnost ali rizična nosečnost, kjer je ponavadi medicinsko osebje napove določeno stopnjo tveganja. Zdaj, prav konkretno, pri materialnih stiskah se zelo hitro lahko reši. Imamo tudi program Preživim, ki finančno in materialno podpre mamice. Pri osebnih, a ne pri kakšnih strahovih, kot je bilo že prej omenjeno, imamo svetovalke, da se marsikaj reši s pogovorom, tudi s kakšnim duhovnim spremljanjem, pogovor z osebami, ki že imajo podobne izkušnje ali pa karkoli podobnega. Pri situacijskih je mogoče malo bolj zapleteno, še posebej, če je življenje matere tvegano oziroma v nevarnosti. Tudi take primere smo že imeli in se je marsikateri zelo srečno končal. Tako na tej točki, ja, bi vas prosila še za kakšno zgodbo, da nam je tudi poleg Anine v spodbudo. Najbolj mi odzvanja v spominu ena zgodba, ki se je zgodila ravno okoli Božiča, in sicer na nas se je obrnila mamica, ki je zanosila s trojčki. Pri trojčkih, četvorčkih, tudi pri dvojčkih že, zdravniki pogosto svetujejo redukcijski splav. To je, da splavijo enega ali tudi dva otroka in tako preostalim ponudijo večjo možnost preživetja, vendar še vseeno se dva ali eden mora odstraniti. Kljub temu, da morda v prvem trenutku to zveni smiselno, se pri nas v zavodu Živim zavedamo, da je vsak otrok dar, kateri je zdaj zaželen in kateri ne, kako bomo to izbrali. Sicer v tem primeru te mamice je bila zelo težka situacija, pogovorili smo se z njo o realnih možnostih preživetja, nič pravlično, nič nerealno, tekle so solze, bilo je res veliko dvomov, vprašanj, strahov, ampak po pogovorih in vsej pomoči sta se ta mamica in njen mož vendarle odločila, da vsem 3 otrokom ponudijo možnost preživetja. Ko je mamica prestopila prag 25. tedna, smo bili vsi neskončno veseli, ker po tem pragu nekako se vedno bolj poveča možnost preživetja. Mamica je vse 3 otroke rodila, kot sem omenila, ravno je bilo okoli Božiča, in po rojstvu je takole zapisala: Ko prosiš za čudež in dobiš kar 3, najni pogumni junaki so se danes pridružili pri raziskovanju lepot sveta. Srečna in hvaležna sva njihova mami in ati. Prav tako so nas skupaj s hvaležnimi starši zalile solze veselja. Kasneje je pa tudi mamica zapisala, da brez naše pomoči in iskrenega pogovora bi težko tako zelo iskreno zaupala Bogu, da bo vse v redu. Tako je zelo pomembna tudi molitvena podpora, sploh za take težke situacije, kot je neka medicinska oziroma zdravstveno stanje. Hvala, Anja, za to podelitev. Zdaj se vrnem k vam, Maja. Vidva imata torej kot 7 otrok. Kako sta se pa vidva soočala z odzivi okolice, če so sploh bili kakšni, so še zdaj? Ja, zagotovo, odzivi vedno so. Tudi pri manjšem številu otrok ljudje vse sorte komentirajo. Dejstvo je, da je tako število precej neobičajno, tako v najnem lokalnem okolju, v naši mladi župniji smo bili prva družina s toliko otroki, še vedno pač edina s 7, še ena je v okolišu, ampak niso vključeni v župnijo, niso katoličani. Tudi v akademskem okolju na fakulteti, kjer delam, je to precej izjemno. In tudi v družini, oba izhajava iz družin, vsak ima samo enega sorojenca. Lahko bi naštela konkretne izjave, ki mi niso bile prijetne, pa ne samo pri zadnjih otrocih, ko jih je bilo že veliko. V družini so bili recimo pri
tem 8. spočetju zaskrbljeni, kako bo glede na vse skupaj šlo, do neke mere seveda upravičeno. Sicer bi pa rekla, da smo ali pa sem večinoma deležna bolj nekega čudenja, tudi občudovanja. Recimo nedavno po telovadbi sem se z eno gospo, ki tudi telovadi v skupini, pogovarjala in je vprašala za motivacijo, da hodim na telovadbo. Sem rekla, ja, da zdaj po 7. porodu, po tej diastazi rektusov, ki jo imam že od vsega začetka, od prve nosečnosti, da se mi je zdelo smiselno za te zimske mesece, ko je težje iti v naravo. In je rekla 7, ona ima eno hčerko in potem sva se še pogovarjali in je rekla, ampak veste, to mi pa kar ne gre iz glave, ta 7, če bi rekli 3, bi nekako, ja, 4 bi se mi zdelo že veliko, ampak 7. Ali pa na enem sprehodu, ko sva bila z možem, sva srečala gospoda, tudi smo se zapletli v pogovor in spet, ko je prišlo na vprašanje števila otrok, je res debelo pogledal in potem pohvalil, kako dobro in mlado izgledam, to mi večkrat rečejo. In se potem kar priklanjal in mi hotel roko poljubiti, je rekel, da še nikoli ni srečal ženske, ki bi bila mama tolikim otrokom. Tako, rojstvo je čudež, danes je božični dan in ženska, ki je noseča, zame osebno je res zelo lepa. Nekako, ne vem, drugače žari, njena koža tako mladostna, napeta, svetla. Verjamem, da ni počutje vedno romantično. Ana, če se kaj spomnite na to, ker danes se spominjamo rojstva, ne? Vaši spomini na ta čas rojstva, poroda, kako je to občutiti znotraj sebe? Zdaj na samo nosečnost jaz mogoče vse nimam tako čarobnih spominov, kakor mislim, da bi jih mamice morale imeti. Kar se pa tiče samega rojstva, imam pa v bistvu zelo lepo izkušnjo. Sicer je moja Pavlina potem malo zamujala, sem bila že na koncu kar malo nervozna, se sprašvala, pa kje si zdaj, no? Se mi zdi, da sem jo pričakovala še malo prej. Sicer sem rodila sama, tako sem v bistvu tudi planirala, potem sem bila v bistvu že pred porodom v porodnišnici, imela sem tudi zelo v redu osebje, tudi prej, ko sem bila že v porodnišnici in tudi potem. Tako da je bilo lepo, Bogu hvala, ne? Ker včasih so kakšne izkušnje kar zahtevne. In kako je bilo, ko ste malo Pavlino prinesli domov? Maja, ne bomo mogli iti skozi vse vaše izkušnje, ker jih je 7 in nam bo časa zmanjkalo, pa vendarle vam izstopa kakšen spomin na ta čas nosečnosti in potem poroda, kako ste to občutili? Vidva z možem, vi sami. Vsako spočetje, vsaka nosečnost, vsak otrok je res svoja zgodba. Načeloma lahko rečem, da je to ljubiti se in roditi zame največja sreča, ki mi je bilo dano okusiti, kar je tudi razumljivo, čisto glede na fiziološko dogajanje, pač takrat se izloča največ oksitocina, hormona sreče. Med nosečnostmi mogoče izstopa po neki zahtevnosti doživljanja zadnja nosečnost. Bila je po splavu in po tisti začetni očaranosti nad tem, da nama je dano novo življenje, da sva spet sodelovala pri soustvarjanju človeka, kar se mi zdi, da presega vse druge stvari. So prišle skrbi, ta spomin na splav, vedno veš, da se lahko zgodi, ko imaš pa enkrat to izkušnjo v telesu, je pa druga zgodba. Tako da sem večkrat, ko sem šla na stranišče, preverjala, kakšna kri, ki bilo je tudi več akutnih bolezni pri otrocih, pri meni, prvič tudi sladkorna bolezen. Enkrat sem zakrvavela vmes še prav na velikonočno jutro, sem se zelo, zelo prestrašila. Na pregledu so rekli, da je bilo po spolnem odnosu, ampak se je to zgodilo pač prvič v vseh teh nosečnostih in mi je bilo zelo težko. Sem rabila nekaj časa, da sem se pomirila. Rojstva, tudi res vsako rojstvo svoja zgodba, lahko izberete, katerega še posebej opišem, ampak prvi 3 so bili rojeni v ljubljanski porodnišnici, 4. je bil načrtovan v Postojni, da bi se rodil v vodi, pa se je potem tako hitro odvilo, da sem nenačrtovano rodila kar doma.
Pri 5. so bile prvič možnosti, da bi rodila načrtovano doma, ker so bile takrat že te licencirane babice usposobljene, opremljene za porod na domu. Pa je bilo poleti in je bila dilema, ali ostati doma in roditi doma ali iti na morje in verjetno roditi tam. In smo se potem odločili za to drugo možnost, tako da smo bili skupaj. Do konca je bilo odprto, ali bomo sploh šli, ali bom rodila mogoče prej, ali se bom počutila dovolj dobro, da gremo, in smo šli. In smo tam 2 tedna še plavali in bili v družbi več družin in potem je bil veliki finale na zadnji večer tega dopusta na Maksimiljana Kolbeja in je dečku tudi ime Maksimilijan. Potem je bila pa 6., prva naša deklica, ki je bila pa končno rojena načrtovano doma. Tudi posebna zgodba, nepričakovano dolg porod in potem zadnji porod, ki je bil načrtovan doma, pa se je po dolgem in zahtevnem uvodnem delu zaključil v porodnišnici. Tako, hvala lepa za vse to, ne? Če bi bila tukaj mama Marija Jezusova, bi rekla, moj porod se je pa zaključil v štali, ne? Ja. Tako da je to možno marsikje, ne samo v porodnišnici, ne? Nas preseneti. Zdaj se bomo preselile na področje usklajevanja dela, družine, vzgoje, ki je otrok se rodi, pa vse to šele pride pravzaprav na vrsto, tisto, kar je zelo pomembno. Lep pregovor pravi, da je za vzgojo otroka potrebna cela vas, da ga sam dejansko, v smislu, če sta mož in žena, ni tako enostavno. Kdo vam pri tem pomaga, vas danes podpira, kje najdete čas zase, ki ga mati vendarle potrebuje za neko druženje s prijateljicami, kdaj neko počitek, molitev, en droben hobi, vendarle ne moreš biti kar naprej, kako bi rekla, skoraj izgorel, ko se razdajaš. Čeprav je ena, to nič ne zmanjša, da so obveznosti, a ne? Ja, tako. Ja, jaz bi se kar strinjala s tem, da otroka vzgaja cela vas. To se zelo velikrat tudi z eno prijateljico pošalim, da Pavlino vzgaja cela vas. Največ mi seveda pomaga mami. Pavlina ima tudi 2 botrici, ki kdaj vskočita, če je potrebno, in pa itak seveda Pavlinin oče. Itak se dogovarjamo za te neke redne obiske, če je pa kdaj še kaj potrebno, se pa to vse uskladi. Jaz si vzamem tudi čas zase, ki ga trenutno največ potem posvetim košarki. V tem času je Pavlina največkrat pri mami, mami tudi ve, koliko mi to pomeni in da je to res tisti čas, ki si ga vzamem zase. Drugače pa itak poskusam vse ostale stvari, ki jih rabim narediti pač v tistem času, ko je Pavlina z očetom. Ko je bila pa recimo še čisto mala, sem jo pa jaz itak zelo velikrat, oziroma tudi še zdaj, vzela na vse stvari, ki jo le lahko vzamem s sabo. Je bila zelo hvaležna dojenčica in tudi zdaj je zelo taka fajn punčka, ki gre rada v družbo, ki zdaj sicer že malo več nagaja, ampak se načeloma z njo kar veliko stvari da narediti. Ja, sigurno pa je potrebno več usklajevanja, pa se mi zdi, da nam gre zaenkrat zelo dobro. Tako fajn. Maja, kako pa vi pri vaši veliki družini? Bom tudi jaz rekla, da izgledate mladostno vendarle. Ja. Hvala lepa. Jaz včasih pogrešam nekaj te vasi. Tudi v cerkvi težko poslušam neko teoretično navijanje za odprtost za življenje. Se mi zdi, da večkrat, ko je treba mladi družini konkretno pomagati, zmanjka. Pri naši družini zagotovo pomagajo po svojih močeh starši, ki so sicer eni 30, drugi 100 kilometrov stran, tako da je vse skupaj bolj projektno. Predvsem moji so precej prisotni v smislu gostovanja otrok počitnicami, večkrat tudi pridejo po potrebi. S prijateljskimi družinami se usklajujemo za prevoze, tudi si pomagamo z občasnim varstvom. Zelo cenim tudi vsako srčno učiteljico, vzgojiteljico, trenerja, katehistinjo. Se mi zdi, da so dobri sodelavci pri ukvarjanju z otroki. Imeli smo eno posebno milostno izkušnjo z gospo Marijo Pomočnico, kot smo ji rekli. Bila je sovaščanka, ki se je po rojstvu 3. otroka preselila v našo vas iz Nemčije, kjer je delala kot medicinska sestra. In smo se povezali, ko sem bila v stiski in sem res rabila nekoga, ki bi ga lahko tako v lokalnem okolju prosila za
kakšno krajše varstvo, priliki, ko jih je bilo recimo treba nekatere peljati k zdravniku, drugi so bili v redu in doma, pa je bil mož odsoten. In se je razvilo eno tako res blagoslovljeno sodelovanje, tudi ona je rekla, kako doživljata naš odnos kot dar, kako ima prinaša življenje. Tudi botra je naši Mariji, potem je umrl najprej njen mož, pravoslavni kristjan Todor, tudi tako ekumensko skupnost lepo sta imela. In leto zatem približno je sama šla k zdravniku, ker se je slabo počutila in 3 tedne zatem umrla. Tak dramatičen, pretresljiv čas je bil tudi zame. To. V cerkvi mogoče rečem še to, da sem zelo vesela vsakega duhovnika, redovnice, ki se iskreno zanima za človeka, tudi za družine, ki se stopi za ambona in pride v realnost družinskega okolja, vsakega župnišča, ki se odpre za mlado družino, ki je sicer preveliko in zapuščeno. Spovednika, ki si vzame čas za pogovor, ki ponudi kakšen prevoz za otroke celo. Tako da je veliko dobrega tudi tukaj. Kar se tiče pa mojih hobijev, počitka, molitve, pomembno dejstvo je, da sem zaposlena za polovični delovni čas. Tudi narava moje službe omogoča veliko fleksibilnost, tako da lahko prilagajam vse skupaj. Dragocen čas je zgodaj zjutraj, se zbujam, ko je v hiši tišina in postorim določene stvari, poslušam ali berem Božjo besedo. Ta audio brevir mi je izredno dragocen za med vožnjo, med gospodinjskimi opravki. Kakšna tedenska maša, rada grem na sprehode, letos sem se vpisala na telovadbo po dolgem času, to mi res dobro dene. Počivam med dojenjem, včasih po kosilu, berem, ustvarjam, z možem greva redno na sprehode vsak vikend, to nama je res pomembno, da imamo en tak posvečen čas za bolj zbran pogovor, refleksijo rečeva. Zadnje čase je to kar v sobotah zjutraj o 5-6, da sva do 8 že nazaj, ko se otroci zbujajo, ker sicer dejansko ni termina, ko bi lahko šla za 2 uri ob vseh stvarih, ki se dogajajo tudi čez vikend. Tako veliko vsega. Velika družina pomeni tudi, Anja, veliko hrane verjetno, ne? Ali pa vi pa sploh jo morate veliko kupiti, potem je umazana posoda, so smeti, čiščenje, hrup, ne? To je, fantje so recimo še posebej nabiti z energijo, ne? Anja, kako vidva z možem ohranjata mirne živce? Midva z možem predvsem stremiva k temu, da se ne preveč sekirava. Tudi jaz sem skozi z vsakim otrokom malo spustila standarde, da ni potrebno, da je vse kot iz škatlice. Vsekakor je pa pač potrebna neka osnovna higiena, osnovna pospravljenost in tako. Tako da midva imava predvsem jutranje plane, ki so obvezni vsaki dan, jutranja molitev. Zdaj, če mož dela, začne precej zgodaj zjutraj in če nama to ne uspe, se pa po telefonu dogovoriva ali pa takoj, ko pride domov. Ugotovila sem, da je pri nama predvsem pomembna organiziranost, da midva veva, kaj pa kako, še najbolje, da si tudi kaj zapiševa, tudi za tedenske plane, kaj nas še čaka, ker ugotovila sva, da če tega ni, nastane kaos, nered in pa smo vsi živčni, midva in pol še otroci. Aha. Red in organiziranost. Pavlina, kako pa to vidve z malo Pavlino? Ana, kako vide to z malo Pavlino nekako peljeta? Ja, meni se tukaj še vedno zelo pozna pomoč moje mame pri vsem skupaj. Vidim, da me kdaj, ko je veliko obveznosti, ko je urnik zelo nabit in sem tako jaz in ona zelo leteči, da znam biti nervozna in potem to prenesem tudi na njo in se mi zdi, da to ne pelje v nič dobrega. No. Tako da v takih momentih vidim, da raba malo se ustaviti z vsem, da malo zadihamo. Maja, vi imate že, se pravi 18 in 1 leto najmlajšo, se pravi lahko starejši že tudi popazijo na majhne, najbrž spet ni več tisto nuja, da morate biti vedno doma, ne? To je tudi plus. Zagotovo. Ne?
čeprav so fanti, ampak verjamem, da znajo za mlajši sestrici z veseljem poskrbeti. Zelo dobro. A ne, najstniki mislim, da imajo zelo radi dojenčke, da tam lahko izražajo svoja čustva, ki jih sicer ne izražajo na tak način, ta nežnosti in ne, ljubezni. Vendarle že starejši odhajajo po svojih poteh, ne, dijaški dom, študij se bo začel, kako pa to sprejemate? Hkrati imate enoletnico, ki vas bo še potrebovala dolgo. In ali z možem vidite neke sadove vajnih vzgojnih naporov skozi vsa ta leta, hrupa, umazane posode, vsega, kar je težav v šoli, študija, nobe, se vemo, kakšni so otroci, ne, upiranja. Meni se zdi ta materinski proces, spočetje mene kot mame in potem rast mene kot mame precej silen. Ko otrok najprej pride tvoje življenje in ga vsega zavzame, prevzame, ko si ti ves njegov svet in ko potem s prvimi in vsemi naslednjimi koraki stopa stran in gre svojo pot in se zdi, da je najbolje, da ga kar čim bolj spustiš in te je ob njem čim manj. Silno se mi zdi kot mami doživljati in vzporedno živeti življenja otrok, kot da bi bila. Starejši je nedavno, tudi decembra, dopolnil polnoletnost. Zanimivi so mi ti novi prviči, ko odraščajo. Prvič pride punca domov, prvič gre otrok v avtošolo, prvič se vozim s sinom, ki vozi. To me vse zelo veseli. Starejša dva sta tudi že v dijaškem domu. To mi je bilo zanimivo, ko sta zaključevala osnovno šolo, se mi je zdelo najprej, da bi bilo res zgodaj, da bi šla že od doma pri teh letih. Potem je pa pri obeh v 9. razredu prišel nek trenutek, ko sem zelo jasno začutila, da je čas, da je zrelo, da gresta svojo pot. Sta se potem tudi sama tako odločila. Sadovi zagotovo so, se mi zdi to, da živijo, da sodelujejo doma, da so aktivni drugje, da so ustvarjalni, da stopajo v svet, grejo svojo pot. Zanimiva je bila izkušnja počitniškega dela. Letos recimo so ta starejši trije delali, eden gorski restavraciji, drugi na stojnici, je prodajal sadje in tretji v Montessori vrtcu. In se doma včasih zdi seveda, da je treba 100-krat reči, da se kakšna stvar naredi. Tukaj so bili pa vsi delodajalci izredno navdušeni nad njimi, kako vidijo delo, kako se lotijo vsega, kako krasno komunicirajo. Je bilo lepo slišati en tak odziv od zunaj. No, krasno, pa še nekaj denarja so dobili, ne, kako je to za otroke zelo, zelo pomembno, ne, in se potrudijo. Tako, zdaj bomo se še pogledali nekaj. Biti mama, oče je v krščanstvu pomembno poslanstvo. Poklicanost, ni samo to neka naravna danost, ampak nekaj, skozi kar izpolnjujete Božjo voljo. V vsakdanjem življenju bi rekla, kako se vera kaže v vašem življenju? Mogoče, Anja, najprej to, ali odnos do Marije kot matere, kakšno mesto ima to pri vas? Meni je zelo pomembno, da vsak dan molim po nekem ustaljenem ritmu, da s tem ohranjam odnos z Bogom, z Marijo, z drugimi svetniki, z mojim angelom, varuhom in tako naprej. To mi tudi daje neko varnost, da imam in gradim ta odnos s presežnim. Zdi se mi zelo pomembno tudi, da ni vedno samo neka vokalna molitev, da ni vedno samo z ustnicami, ampak tudi premišljevalna, da tudi zdaj, ko se ustavljamo v adventu ob vseh teh skrivnostih Marije, spočetja, zdaj smo v nedeljo praznovali Marijino brezmadežno spočetje, da ob vseh teh skrivnostih se tudi ustavim in premišljujem v tišini srca, v notranjosti. Jaz imam tudi možnost do kapele z Najsvetejšim v naši hiši in to mi v bistvu daje mojo duhovno hrano za vsak dan in nekako iz tega ven tudi črpam moč za življenje vere v konkretnih dejanjih. Tako v družini, v mojem poslanstvu materinstva, kot tudi v poslanstvu na Zavodu Živim. Imate res pravi luksus, kapelo, tam, kjer živite. Ja, Ana, kako pa vi to, animatorka, na župniji ste bili aktivni, kako pa, a je vera tudi imela kakšen vpliv na to, da ste se odločili sprejeti otroka, ali zdaj kako živite ta odnos z Bogom? Ja, sigurno je imela nek vpliv. Sama zase sicer pravim, da mene je blizu cerkve in Boga držalo ravno to
delo animatorke oziroma to delo z otroki in z mladimi, sem se vedno nekaj veliko spraševala. Jaz sem vedno razumela vero kot nekaj takega, ki čutiš to. Jaz sem si vedno predstavljala tiste ljudi, ki grejo k maši in so takrat celi blaženi. In jaz recimo tega občutka nisem imela in sem se vedno nekako jezila, spraševala v smislu, zakaj jaz tega nimam, pač, a sploh imam to vero ali nimam, ali kje sem s tem. Ampak sem ugotovila že malo prej, potem pa v tem času nosečnosti in zdaj starševstva, da to vero doživljam predvsem kot neko zaupanje v Boga, oziroma meni je lažje, oziroma bližje mi je, če rečem, zaupanje v Jezusa, v to, da me čuva, v to, da mi pomaga, v to, da je vedno tukaj z mano, ne glede na to, kje sem jaz, kaj delam, v to, da se bojo stvari odvile tako, kot se morajo, tudi če mogoče jaz v nekem danem trenutku tega zares ne dojemam tako. In res se mi zdi, da se učim še bolj zdaj tega zaupanja in to je tudi ena stvar, ki jo želim, na tak način želim tudi Pavlini predati to vero, da ni zdaj res vse samo tako pravlično, kot si mogoče lahko kdaj predstavljamo, ampak res to neko zavestno zavedanje oziroma zaupanje v Jezusa, da se bo uredilo vse, kot mora biti. Tako, to se mi zdi, da ste zdaj prav lepo povedali to, kar pravzaprav pomeni ime Emanuel, Bog z nami, ne da je tam nekje na zgled, ampak je tukaj in schodi skozi naše preizkušnje z nami. Ne? Ana, kaj bi pa vi rekli na to, a ne otroki, ženske, dekleta ustvari mamo, je tako? Verjetno v hitrem času. Ne? Kaj se je spremenilo? Kako sebe vidite drugače? Mogoče me tukaj malo bega to, da vsem se nisem, kako naj rečem, zavestno odločila, da jaz želim postati mama, ampak sem mogoče malo potisnjena v to. Ampak se mi zdi, da je prav, recimo to je ena izmed takih stvari, v katero verjamem, da je mogoče nisem razumela sprva kot nekaj smiselnega, ampak recimo res vidim, da je prav, da se je to zgodilo. Ja, veliko stvari sem se naučila, sicer se mi zdi, da sem bila že prej dosti odgovorna, znala poskrbeti za otroke. Se mi zdi, mogoče bolj sem dobila neko zavedanje, koliko dejansko daje zgled, se pravi, da vse izhaja iz mene oziroma iz tega, kakšna sem jaz, da bom lahko zgled svojemu otroku, da ni to pomembno samo, kaj govoriš, kaj predstavljaš, ampak dejansko to, kar si in to, kar delaš. V bistvu ste ena velika animatorka za svojo hčerko, ker končno, če pogledamo, to je malce šepavo primerjavo, ampak na oratorijih in to animatorji so za otroke bogovi kdaj, ne? Res jih spoštujejo in se zanašajo na njih in se od njih učijo in tako, in je tudi mama ena velika animatorka za svoje otroke. Hkrati pa sem zdaj prav pomislila, si tudi Marija, ko je sprejela Božje sporočilo, kaj pa bo, kako pa to šlo, se je čez noč so se stvari obrnile, ni to tako enostavno, ne? Bilo niti pri njej in zakaj bi bilo pri nas, ne? Glede vere čutim, da je to en temelj, iz katerega z možem izhajava, rasteva. Sama nisem bila krščena kot otrok, ampak je bilo potem v 4. razredu v meni hrepenenje, da bi prejela ta sakrament. Zelo me je očarala Evharistija, ta njena lepota in skrivnostnost, ko sem imela možnost biti tam. Glede Marije mi je po eni strani zelo blizu. Njena zgodba je v resnici zelo nekonvencionalna, kot ste v začetku posrečeno povzeli. V prvi nosečnosti sem jo na novo začutila blizu, tudi njen porod, poporodno obdobje. Njena hvalnica je takrat zelo postala tudi moja hvalnica, jo pogosto pojem skupaj z njo. Po drugi strani se mi pa zdi, da je pri njej in v njenem življenju toliko stvari drugače, da je njena realnost tako drugačna od moje, da se res zavedam, kako ima vsak svojo pot. Ona recimo je brezmadežna, jaz sem grešna in ranjena. Ona je spočela brez spolnega odnosa, nikoli se ji ni bilo treba ukvarjati z uravnavanjem spočeti. Imela je enega sina, edinca, ki je bil Bog, verjetno nikoli ni kričal nanjo, pa je rekel, kako je bedna. Malo se je že tam razburil, kaj sta ga iskala, pa da še ni njegov čas, ko je želela čudež. Ampak še vseeno se mi zdi, da je zelo drugačna realnost njihove družine kot
naše. Vsekakor. Je pa romarica vere na poti in gremo z njo, ne? Vera pa je tista, ki je njo vodila in nas vodi. Moje zadnje vprašanje pa samo še, kaj želite svojim otrokom tako jim dati, tisto jim res privzgojiti, ko bodo šli v svoje življenje, Anja? Moja osebna izkušnja je, da kdor se Marije drži za roko, ta se nikdar ne izgubi. To je tudi en pregovor, en svetnik je to rekel, zdaj se ne spomnim kdo. Tako da jaz se potem zgledujem, se mi zdi, če bom svojim otrokom dala seme vere, katerega je Bog v mene vsejal, sem izpolnila moje poslanstvo. Seveda pa zraven še vsa vzgoja vrednot, vzgoja kreposti, delovnih navad in tako naprej. To se mi zdi tudi zelo pomembno za mene, da jaz predam mojim otrokom, ampak najbolj od vsega se mi pa zdi prva zapoved, ki jo je Jezus podal, ne? Ljubi svojega Gospoda, ljubi Boga svojega Gospoda z vsem srcem, vsem mišljenjem in svojega bližnjega, kakor samega sebe. In to se mi zdi meni najbolj ključno. Ana? Jaz, kar se tiče vere, sem v bistvu že rekla, se pravi, rada bi, da ve, da je lahko v Jezusu najde nekoga, ki bo vedno z njo, ki mu lahko zaupa, ki bo vedno pomagal, ne glede na vse. Drugače pa predvsem želim privzgojiti neko preprostost, oziroma da bi znala ceniti tudi neke male stvari, da niso vse stvari samoumevne. In predvsem to, kakšna je do bližnjih, oziroma da bi znala biti do bližnjih taka, kot je Jezus. Se pravi, to se mi zdi res najbolj pomembno. In bo igrala košarko. Joj, ne vem. Jaz se vedno šalim, da se bom sprijaznila tudi z inštrumentom. Drugače pa resno, kar se košarke tiče, ne želim, da bi se ukvarjala z nečem samo zaradi mene. Res si želim pokazati neko širino in športov in inštrumentov in raznih drugih dejavnosti. Res si želim, da bi si izbrala nekaj, kar bo za njo in da bo stvari delala zaradi sebe in zaradi neke svoje ljubezni ali strasti do tistega, kar bo našla. Tako kot ste videli košarke, bo pa ona našla tudi kakšno svojo strast v življenju. Maja, še vas prosim za zaključno besedo. Pri nas je ravno obratno. Midva bi inštrumente in prvi 3 so jih, ostali pa grejo v šport. Seveda jim tudi sama želim vere, upanja, ljubezni, življenja v izobilju. Na kakšen način in kako je drugo vprašanje. Glede vzgoje se mi zdi, da sem z vsakim otrokom manj pametna, da njihove in Božje misli in poti pogosto grejo daleč od mojih in jim želim dopustiti, da bi bili svoji in Božji. Zdi se mi pomembno, da sem pristna v tem, kar sem, da čutim sebe in njih, da sem tam za njih. Najprej vzgajati sebe, imam veliko dela pri tem, delati tudi na odnosu z možem in otroci potem rastejo iz tega. Tako, jaz se vam res, Maja Bitenc, Ana Hrbljan in Anja Maver, zahvaljujem, da ste prišle, da smo imeli ta lep pogovor na prav božični dan. Vam, drage poslušalke, dragi poslušalci, želimo iskreno veselje ob jaslicah, v vaših družinah, nepopolne, kakršne so, ampak Bog živi v njih, Bog je Emanuel, Bog z nami. Od vas se poslavljam, sestra Meta Potočnik, ki sem vodila pogovor, in vam trem pa res še enkrat hvala in nasvidenje. Nasvidenje, srečno. Veliko povemo, tudi z druge strani. Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.